Ja, v Tolmin se vozim v skupino, zato ker so me tam povabili in sem tam našla eno tako sredino zdravo, ki mi je potem potegnila v to tkanje, v to delo z volno, ki mi je pa že prej navduševalo. Jaz se vozim iz Kanala, druge se vozijo pa tudi še bolj daleč, iz Grahovga, iz Logaršč, iz Kobarida, iz okolice Tolmina nas je večina. Ko naštevaš, kaj vse moraš narediti, ni konca. Da dobiš volno, da jo pripelješ, da jo očistiš, opereš, posušiš. Potem je na vrsti barvanje, pranje volne in šele potem smo pri statvah, da se to nasnuje in stke. Potem je pa še šivanje, seveda. Ja, čipke. To mogoče tu noter. Ta je dobra platno. Ja, iz tega bo, srajca bo. To se dobi, če se išče. In to bom nesla s sabo. Je kar že nekaj let od tega, kar smo s skupino skupaj in vsako leto, bom rekla, jih bolj občudujem. Se spomnimo tiste prve poletne noči, ko smo mogli generalko imeti, da so šle pred javnost. Ja, študijski krožek je vsekakor ogromno prispeval tudi k temu praznovanju 300-letnice Tolminskega punta, ker v bistvu tega obdobja, kar se oblačilne kulture tiče, nismo imeli ne vem kako raziskanega oziroma kopij, replik oblačil iz tega časa doslej na našem koncu ni bilo veliko oziroma lahko rečem, da jih sploh ni bilo. Začeli smo z Valvazorjem, prikazuje, kako oblačila sama, kakšna so bila. Potem smo šli tudi po cerkvah, razne freske gledati. Ena je bolj eno stvar raziskavala, druga drugo. Na koncu so bile včasih tudi kar precej močne debate. Poskušam slišati vsako posameznico, prepoznati potencial, ki ga ima vsaka posameznica, hkrati pa skrbeti med njimi za dialog, da se slišijo in da se usmerijo k realizaciji nekega skupnega cilja. Še ena srajca bomo lahko naredili. Prav ta pravi lan in še pikala na boka je že ima sprana. Skupina deluje kot ena slika, ker pustijo vtis kot skupina 13 udeleženk, ki vsaka s svojimi prikazi pomaga narediti zgodbo. To, da sem v skupini, je koristno tako zame kot za skupino samo. Meni pa tudi daje neko motivacijo, da je še bolj navdušeno delom. Napredujejo na osebnostni ravni, na ravni skupine in kakor mentorci mi je to zelo krasno gledati in sem ponosna na njih. Sama sem si skrojila copat. Najprej od spod je podplata, z enega starega plašča, usnjenega in sem sama naredila kroj tak. Ker danes imeti eno dobro idejo ni dovolj. Treba je to idejo znati pripeljati v življenje in to lahko naredi študijski krožek samo skupaj. Uporu se kmečki je stan.